Pučnika za povabilo in tudi za naslov teh razprav posvečenih dr. Jožetu Pučniku. Mislim, da bi on še bil živ teh razprav in te teme vesel, ker razmišljal zelo podobno kot tudi vodničare, ki smo jih pravkar slišali. Nekaj bistvenih stvari, ki sem jih želel tudi sam povedati, sta že pred mano povedala akademik. To bi se omejil tudi zaradi časa, ki je na razpolago, predvsem na 3 dodatke. 2 sta nadaljevanje tega, kar smo slišali, 3. pa je morda bolj za tiste, ki se imenujejo pragmatiki. Pred govorimo o Sloveniji 2.0, bi rad na prvem mestu podaril z vami spomin na nekaj dni na samem začetku, ko je nastajala Slovenija 1.0. Mislim, da je bilo to 3. dan po razglasitvi samostojne države. Tam nekje konec junija leta 1991, ko so bili še vedno sami. Slovenija razglasila samostojnost. Doživeli smo agresije jugoslovanske armade. Tudi časopisi in tuji politiki pa so govorili, da je to notranja jugoslovanska zadeva in da naj to uredijo Jugoslovani med sabo. To je bilo takrat prevladujoče stališče nekako. Mi smo se počutili pravzaprav izdani. Izdani tisti, katere smo verjeli, da delijo iste vrednote z nami, da imajo na prvem mestu človekove pravice in demokracijo in svobodo posameznika in da tega ne postavljajo na drugo ali pa na 3. mesto za nekimi pragmatičnimi interesi. Tega smo takrat tisto dni na lastni koži občutili, da tem ni tako. Spomnim se pisem, ki sem jih takrat dobival, pisem razočaranih sodržavljanov, ki so izražali pravzaprav obup na tem, da smo vsi pozabili. Slovenija je takrat zdržala in potem se je tudi ta mednarodna podpora začela obračati, da se nikoli ne bi, če se pa sami ne bi postavili na lastno noge in se tudi sami osamosvojili. Rešitve bile nikoli ne bilo. Potem smo spremljali nadaljevanje podobne politike, ko je šlo za Bosno, za Miloševićevo vojno v Bosni, tudi za delitev med Miloševićem in Tudžmanom v kratkem obdobju, v tistem času. Spremljali smo situacijo, ko se je Bosna, oziroma ko so se Bošnjaki v Bosni goloroki upirali Miloševićevi armadi, ki jo je mednarodna skupnost okrepila še s tako imenovanim embargom na uvoz orožja v Bosno. Jugoslovanska armada in Miloševićevega orožja niso potrebovali, ker so tam je veliko. Bogi reveži so jih tam pobijali, pa so to potrebovali, da je mednarodna skupnost odrekla tudi pravico do samoobrane. Ne samo, da so pustili na civilu nekaj, da so jim odrekli tudi pravico do samoobrane. Slovenija je bila takrat pravzaprav nedušno na strani tistih, ki so bili prepuščeni enaki usodi, kakšni smo bili prepuščeni tudi mi v tistih prvih nekaj po napadu. Potem je prišlo leto 2011, ko se je nekaj, vsaj na ravni posameznika in njegovih pravic in pravice do življenja in do svobode in tako naprej, začela odvijati v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in tudi v Libiji. Takrat smo slišali predstavnike slovenske države, uradno politiko slovenske države, ki je govorila natančno tisti jezik, kot so ga govorili konec junija leta 1991, tisti, ki so želeli Slovence prepustiti lastnim sobo. Uradno stališče slovenske politike je bilo, to je njihova notranja zadeva. Tudi Gaddafijev režim ima legitimnost, nasprotujemo vmešavo v zunaj. Čez 2 dni, ko je bila sprejeta resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov, se je skušalo ploščo vrniti. In zdaj tudi ta naša uradna politika kao strinja z
odločitvijo, legitimno odločitvijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ampak ne govorimo o tem. Govorimo o tem, kam smo prišli po 20 letih. Ko naenkrat tisti, ki nas predstavljajo v svetu, pravzaprav govorijo isti jezik, isti pragmatični jezik, če hočete, isti jezik nekih drugih interesov, kot tisti, ki morajo biti v ospredju in zaščitni, ko Slovenija naenkrat preko svojih vladnih predstavnikov drugim odreka pravico do pomoči, kakršno smo si sami zelo želeli in za kakšno smo bili prikrašeni. 20 let je minilo in naredilo se je nek razvoj v, po mojem mnenju, popolnoma napačnih smer. Z vrednostnega stališča, z moralnega vidika ali pa z vidika etičnega imperativa, o katerem je govoril prej gospod Niko Grafenauer, je to popolnoma nazaj. Tam sem upadl. Nekaj tednov nazaj, na začetku te vstajke na Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in libijske krize, sem bil v Helsinkih na političnem vrhu Evropske unije, organizacije Evropske ljudske stranke, kjer je tekla razprava, na kakšen način pomaga ljudem, ki so postavili lastno svobodo, varovanje človekovih pravic in tudi demokracijo. Evropa je bila enako razdeljena, kot bila razdeljena takrat, ko je šlo za nas, kasneje za Bosno. Ključen pomislek je bil, kaj pa bodo prinesle svobodne volitve, recimo v Egiptu ali pa v Libiji ali po kakšni drugi arabski državi, se končno tam lahko zmagajo ekstremisti na volitvi. Razprava traja v vrstnem času predsednik vlade izmed baltiških držav. Vse mi pa to zgodbo poznamo. Litva, to je za Litvo, Litva se je osamosvojila, vela demokracijo, ampak po naslednjih volitvah so pa zmagali komunisti. Tisti, ki so naredili litovskemu narodu precej več škode, kot pa je naredil Mubarak litovskemu, če bi upoštevali velikost obeh držav in žrtve in tako naprej. Ampak je bil sistem drugačen, pač na naslednjih volitvah ne smo spet zmagali mi. Tako to se lahko zgodi tudi v Egiptu, ko se to zgodi v Libiji, končno se je to dogajalo v Turčiji. Ne se je razprava vrnila po mojem mnenju pravo smer. Za razliko od Bosne je zdaj mednarodna skupnost pregovorila bistveno časa, da je sprejela nekatere ukrepe. Prav je, da so še vedno različna mnenja in tako naprej. Presneča pa to, da je tukaj Slovenija vsaj vladno na strani tisti, ki ne razumejo pravzaprav, kaj je tukaj primarno in kaj so tiste neke temeljne vrednote. Za razliko od drugih vzhodnih in srednjeevropskih držav, ki to razumejo, ker so to pač vsi izkusili na lastni koži. Najprej je šlo v tej razpravi delitev na tiste, ki vedo, zakaj gre, ker so to izkusili na tiste, ki so to brali samo v knjigah. Politiki Zahodne Evrope ne govorijo o lastnih izkušnjah, ko govorijo o ogroženi demokraciji in človekovih pravic, ampak govorijo o izkušnjah svojih očetov. To je prvi tak primer, ki nas mora ustrezati. Kje zdaj je Slovenija? Kam smo padli, da pravice, ki smo si jo sami vzeli končno, ki smo jo zagovarjali, pisali naše programe, končno smo to zapisali v temeljno ustavno listino. Enkrat ne priznavamo drugo. Tudi pravice do svobode, do demokracije, do dostojanstva. Drugi tak primer je bil omenjen strani obeh predhodnikov. Gre za odnos do mrtvih. Tukaj mene ne moti toliko dejstvo, da se skuša pietetni pokop mrtvih rojakov, morali kadarkoli pač v zgodovini
strani tistih, ki imajo tukaj pač kosmato vest, potisne nekam ozadje in zadeve čim bolj odmakniti od javnosti in od pač nekega trenutka, ko je bilo dejansko treba nekaj narediti. Moti me od tistih, ki pravijo, da je to pravzaprav da je ukvarjanje s to temo kulturni boj. Če pa so se s to temo ukvarjali v to kulturni boj, zakaj je to kulturni boj? Že antična ljudstva so vedela, da je pač treba mrtve do svojega pokopati. Tisočletje nazaj je bila to nepovsod, ampak vsaj bolj takratne razmere civiliziranem svetu, obče človeška norma, ki ni pravzaprav nišče oporekla. V Sloveniji leta 2011 pa se temu oporeka. Tudi tisti, ki drugače na nek način dobro misleči in se strinjajo s tem, da je tukaj treba narediti, ampak pravijo, razprava o tem pa vodi kulturni boj, na koncu ni nič od tega in to na nek način samo krepi tiste, ki so proti temu, da se ta civilizacijska norma upošteva. Če nekaj narobe in če vsi mu učijo, potem stavno ni bolj upravljeno. To moramo vedeti. In je to popolnoma napačen pristop. In ponovno, leta 2011 zakoračili smo v tretje tisočletje. Je to še kar neka dilema, ne? V Sloveniji pa ne bi smelo biti, tako kot tisto prvo ne bi smelo. In govoriti o Sloveniji 2.0, seveda govoriti o teh stvarih. O neki skupnosti, ker se bodo neke temeljne civilizacijske vrednote upoštevali in izvajali. Ne bodo vprašanje debat in političnih razprav ali pa, če hočete, kulturnega boja. Govoriti o Sloveniji 2.0 ni, po mojem mnenju, v temelju govoriti o tem, ali bomo dali namesto 2%, 6% za raziskave in razvoj, ali bodo otroci v šolah dobili računalnike že v prvem razredu ali še v drugem, da bomo imeli 9 razredov ali pa 10 razredov, 8 letke. To so vse tehnične in sekundarne vprašanja. Če govorite o Sloveniji 2.0 ali pa o drugi republiki ali pa ustavi za drugo republiko, ni zgolj govor o tem, kakšni členi bodo v spremenjeni ustavi ali po popravljeni ustavi ali pa v dopolnjeni ustavi ali pa v novi ustavi. Predjava, da Levi Grafenauer, nobena družbena pogodba brez etičnega imperativa nima nobene vrednosti. Nič ne pomaga ustava, nič ne pomaga zagovori, če se v nekih temeljnih stvareh ne ve, kaj pravi in kaj narod. Mi smo na začetku poti v Slovenijo 1.0 zakoračili v nek temačen prostor, ki smo ga samodelno osvetlili, pa še to deloma z napačnimi žarometi. Eno od teh napačnih žarometov je bila teza, naenkrat, da je več resnic. Tisti, ki so prej prodali lažno resnico, ali pa laza resnico, se začela je odgovor, da je več resnic, da ima vsak pravico za svoje. In da potem zmaga tista, ki ima močnejše zvočnike, ki je povedala čez močnejši mikrofon in čez močnejše zvočnike. To je bilo zadnje. To se je veljalo na 20 let. Resnica je pač tista stvar, ki je bolj obraz za upit. In večkrat razmnožena in skupirana. In spreljena tudi preko svojega izobraževalnega sistema. No in drugi takšen žaromet, ki je svetil napačno smer, je bila teza, da se je Berlinski zid podrl obe strani. Kar je bilo obrazloženo s tem, da pač niso zmagale neke vrednote svobode, spoštovanja človekovih pravic in demokracije, ki so prej veljale na zahodni strani Berlinskega zidu. Da so opeke padale na obe strani in da